Zoran Predin letos praznuje 60 let, 40 pa njegova matična zasedba Lačni Franc. Predin je med starimi privrženci dvignil nemalo prahu, ko je stare člane skupine zamenjal z novimi in tako oživil legendarno skupino. Zoran Predin ohranja svoj slog, razpet med besedami s težo in rokerskim hedonizmom, temu pa pridaje še pretanjen občutek za parodijo. Do zdaj se je podpisal pod 39 albumov, v luči prihajajočega jubileja pa je začel sestavljati tudi poseben projekt na temo Lačnega Franca. Skupino Lačni Franc sta Zoran Predin in akademski slikar Oto Rimele ustanovila leta 1979 v Mariboru. Prvi večji uspeh je prišel že 2 leti kasneje, ko je na mladinskem festivalu v Subotici prejela prvo nagrado za interpretacijo. S tem pa je skupina postala neločljivi del vsejugoslovanskega glasbeno-umetniškega gibanja, ki so mu po izidu albuma Paket aranžma pripeli naziv Novi val. Takrat se je zgodilo nekaj, kar odzvanja in je zaznamovalo mnoge kasnejše generacije. Izbruh, erupcija neke kvalitete, neke samobitnosti, originalnosti in znotraj tega smo pač kot slovenski bend doživeli tudi eno tako vsejugoslovansko promocijo in tisto, kar je najlepše pri tem je, da smo še vedno sestavni del te scene. Lačni Franc je, nasprotno od ostalih slovenskih bendov, zelo hitro razširil tržišče proti jugu. Poslušalci onkraj Kolpe so jih imeli tako radi, da so jih po izidu albuma Ne mi dihat za ovratnik celo nagovarjali, naj svoja besedila začnejo pisati v srbo-hrvaškem jeziku. Vendar Predin tem predlogom ni podlegel. Že v 80-ih letih so pesmi Praslovan, Naj ti poljub nariše usnice, Ne mi dihat za ovratnik in še kakšna naučile ljudi slovenščine in še tisto, kar danes znajo, je veliko iz tega obdobja. Kdo je tebe Praslovan? Plavati učil. Ironija z odtenki prikrite erotike je že od nekdaj vezno tkivo večine njegovih besedil. Vedno jih je moč brati na več načinov, zato je bil včasih nerazumljen, včasih pa je naletel na odpor. Ljudem je pustil, da so si jih razlagali po svoje, bili pa so trenutki, ko je šel z razlogom do konca in čez. Obe prvini je združil v skladbi in videu o moškem ponosu, Mravljinčarji in Čeladari. Tisto je bil že takrat en tak del nočnega programa teh jugoslovanskih TV studijev, ko so dejansko tam po polnoči so ga vrteli. Mi smo takrat izbrali odlomke iz pornografskih filmov in smo zrezali vse tiste dele, kjer se nič ne vidi. Ampak seveda vsi vejo, da so to porniči. To bi danes recimo v tej katoliški stvarnosti dokaj težko kjerkoli zavrteli. V svoja besedila je Zoran Predin veliko vložil, zato je v določenem trenutku povzdignil glas proti neumnostim in degradaciji jezika v pesmi. To danes ocenjuje kot strateško napako, kot tudi izpostavljanje nekaterih političnih stališč. Težo pisane besede je podkrepilo še sodelovanje z mojstrom šansona Arsenom Dedićem. Zelo kmalu pa je tudi spoznal, da vsaka zafrkancija nekaj stane, saj je lahkotna pesmica Naša Lidija je pri vojakih postala ustanovna pesem slovenskega turbofolka. Ne vem, če si lahko kdo predstavlja, da smo imeli koncert, na katerem smo se preoblekli v svojo predskupino, nataknili smo si lasulje, zamenjali smo se na instrumentih in odigrali pesem Naša Lidija. Potem smo se slekli in kot Lačni Franc prišli nazaj, publika je pa zahtevala predskupino. V začetku 90-ih je Zorana Predina odneslo v pop, vendar se je kmalu zavedel, da v njem ne more biti iskren. V sodelovanju s skupino Šukar je odkril gypsy swing in jazz. Nova žanrska obzorja pa so ga naredila dovzetnega tudi za rabo tujih jezikov v pesmih, vendar domačega nikoli ni zanemaril. Marsikakšna stvar v tujem jeziku dosti lažje poveš, kot pa v materinem jeziku. Ker se v tebi napravi ena taka distanca, ker si ti skozi tuj jezik malo bolj pogumen
malo bolj odprt, malo bolj sproščen v nekaterih temah, kot pa v materinem jeziku. Po vseh izletih v znano in neznano je Zoran Predin na koncu spoznal, da se je podal na samostojno pot zato, da bi se nekoč znova vrnil. Lačni Franc mu namreč pomeni obliko varnega zavetja. Pred 3 leti je tako zbral pomlajeno ekipo matične skupine, s katero zdaj nastopa v klasični in izštekani obliki. Glasba in besedila Lačnega Franca niso z ničemer omejena. Vse ostale stvari, s katerimi sem se ukvarjal, so dejansko žanri, kjer moraš upoštevati določena pravila v pop glasbi, v etno glasbi, v gypsy swingu. So neka pravila in neke teme, ki ne sodijo tja, ne? Zoran Predin je tudi sedaj poln glasbenih in literarnih načrtov. Celo toliko jih ima, da mu zmanjkuje časa. Pravi, da če mu jih bo uspelo izpeljati vsaj tretjino, se bo zanj lepo izteklo.